Pozdravljeni. V začetku tedna je padel prvi letošnji sneg, ki pa se na srečo ni prijel in še bolj na srečo tokrat še ni presenetil zimskih služb. Z mano pa je danes gospod Smiljan iz Darsa, ki mi bo razložil, kako potekajo priprave na vzdrževanje cest. Povejte mi, kako ste se pripravili na letošnjo zimsko sezono? Lep pozdrav tudi vam. Da, letos smo res zadovoljni, lahko rečem, da smo sneg skoraj da prehiteli. Zanimivo. Ko smo se prej sprehodili mimo garaže, je bilo notri vse mirno in čeprav je prejšnji teden nekaj snega že padlo, sploh na Primorskem, se zdi, da delavcev in plugov še ni bilo na cesti. Seveda razumem, da od zunaj ne izgleda tako, ampak verjemite mi že več dni in noči nepretrgoma delamo. Le da ne na cesti, ampak v pisarni. Kot državno podjetje smo zavezani zelo strogim postopkom in pluženje se pač ne more kar začeti, dokler niso obravnavani vsi deležniki. Deležniki? Kakšni deležniki? Glejte, najprej mora sneg uradno pasti. Ne moramo mi zdaj, da sam nekaj prši, ampak mora tako rukati srca. Potem moramo pa počakati zapisnik komisije, ki potrdi, da gre za pravi sneg, ne za recimo nek pepel iz toplarne ali pa nekaj podobnega. Nato je tu še notranji nadzor, ki preveri, ali je sploh smiselno plužiti, če se morda sneg ne bo obdržal. Aha, torej ne gre za to, da bi zamujali, ampak da preverjate. Preverjamo, potrjujemo in zapisujemo, potem pa je tukaj seveda še uradni postopek. Recimo, ker smo javno podjetje, moramo najprej pridobiti 3 ponudbe za pluženje. 3? Ampak se imate lastne pluge in ekipe ali ne? Seveda jih imamo, ampak papirji so papirji. Mi moramo najprej dokazati, da smo najcenejši ponudniki. In tukaj nam gre to zelo na roko, kolegi iz Avstrije in pa Hrvaške, zelo solidaren narod, res vsakič pošlje ponudbe, ki so precej višje, tako da lahko ta del postopka hitro zaključimo. In to je regionalna pomoč v praksi. Potem mora vse, vse 3 ponudbe mora potrditi tudi komisija za pregled ponudb, ta pa se potem sestaja, ko se sestaja ponovadi tam 3, maksimalno 4, ajde včasih tudi 5. No, ampak po 5 urah pa potem začnete plužiti. Ne, gospa, 5 dni, če seveda vmes ni vikenda. No in potem moramo dobiti še dovoljenje občine, od župana pa vložiti prostorski načrt za kup snega, ki ga bomo naredili v avtocesti in seveda okoljsko poročilo za... Čakajte malo, kdaj pa potem vi sploh začnete plužiti? Če je sreča, se vsi postopki odvijajo v enem tednu, dobro, največ 10 dni. Rekord je trenutno 5 dni, ampak je ta postopek zdaj na KPK-ju, ker so ugotovili, da je eden od delavcev prinesel sol od doma. Ja, evo ga! Bozo v akcijo na teren. Zadeve se očitno premikajo. Da, evo, kot vidite, Božo zdaj nalaga projektno dokumentacijo za nabavo soli, se pravi analiza soli, izbor, deklaracija, samo take najnujnejše stvari, da se lahko sploh približamo kakšnemu pluženju. In to predstavlja večino terenskega dela v tem času. Se pravi, se tako vsako leto pripravljate? Seveda, to je čisto običajen postopek. Dobro, kdaj se zgodi, da se sneg prej stopi, ampak mi imamo papirje urejene in to je najbolj pomembno. Razumem. Hvala. Torej, dragi gledalci, očitno je, da Darsovci delajo s polno paro in da marsikdo sploh ne ve, kaj vse je treba narediti, da so naše ceste čiste. Zato, ko boste naslednjič vozili po nespluženi cesti, ne bodite preveč jezni na Darsovce. Jezni bodite na Madžare, ki še vedno niso poslali svoje ponudbe za pluženje.